Sara Idzik. Ja, tako je. Prvič slišim ta priimek. Ja, to ima izvor, madžarski izvor. Tako da moji predniki, v bistvu že moj babica, dedek, so bili v bistvu Madžari, ampak živeli na slovenski strani. Tako da je ta veja tako malo še misteriozna, iz zdaj to točno pride, oziroma do kam seže. No, se v tem bomo danes kasneje kaj več govorili o prednikih in naših družinskih drevesih. Dobrodošla v Sensa podcastu. Hvala. Ti si magistra plesno-gibalne psihoterapije. Ja, tako je. Pa te bom za začetek kar vprašala to, kar verjetno ti svoje kliente sprašuješ, kako se trenutno počutiš v svojem telesu? Tako, se moram malo zmehčati. Večkrat nervoza tako narašča, v trebuhu čutim. Ampak hkrati eno tako vznemirjenje, pa tako mogoče hvaležnost, da sem lahko tukaj. Ja. Se ti zdi pomembno, da večkrat v dnevu se tako ustaviš, pa narediš en tak check-in, kaj se v telesu dogaja? Bi to mogli večkrat početi? Ja, jaz mislim, da če bi to kot družba večkrat počeli, da bi bili vsi malo bolj umirjeni, da bi malo bolj bili v stiku s sabo, in bi tudi malo drugače odzivali na vse stvari. Ampak ja, vemo pa, da stresno življenje in veliko enih stvari, ki nas vsakodnevno jih srečujemo, tako da pač kakor gre, se probam tudi jaz ozavestiti, pa spomniti, ok, tukaj si. Se pravi, plesno-gibalna psihoterapija. Ti si jo študirala v Angliji. Kako to, da si se odločila za ta študij v tujini? Kaj ti je dal? Zdaj, ta študij je mene našel. Tako da jaz sem v resnici mislila, da je to zelo bolj plesno. Sploh nisem registrirala te besede psihoterapija. Tako da tudi, ko sem šla tja, ne glede na uvodni intervju, pa da so mi razlagali, veš, to je psihoterapija, Sara. Sem rekla, ja, v redu. In pa sem prišla tja in sem rekla, tako, kaj je zdaj to? To ni to. Jaz sem pričakovala, da bomo plesali, pa se boš bolj počutil in to je to. Tako da je pač potem sem začela spoznavati te nivoje spodi, Vmes hodila parkrat že končati tudi ta študij, ki mi je bilo čisto mač, ker začneš enkrat raziskovati sebe, pa si kar misliš, jaz sem pa kar ok. Tako da, ja, dal mi je ogromno ene globine. Tako sem vesela, da sem vztrajala, da sem imela vse ljudi, ki so me podprli, da naj nadaljujem. In tudi imam občutek, da sem z nekim namenom v tem poklicu in da res pač tako ga čutim kot svojega. Tako da, ja, to. Zdaj danes bomo govorili o travmah, o podedovanih travmah in tudi o vlogi telesa pri predelovanju travm. Nam malo razložiš, zakaj je vloga telesa pri predelovanju travm tako pomembna in kaj se zgodi, če mi hočemo neke spremembe v življenju vzpostaviti, pa pri tem ne upoštevamo telesa, pa poskušamo iti mimo njega, kaj se zgodi. Zdaj, jaz opažam v družbi, da veliko ljudi gre mimo telesa. Tako da jaz bi rekla, da komot greš mimo telesa, ampak do ene točke. In potem ponavadi na tej točki pride ljudi do mene. So tako, vse sem že probal, pač tako, vse razumem, ampak nekako neki še vedno ne morem. In v bistvu na tej točki potem pač je nujno vključiti telo, oziroma če bi ga že od vsega začetka, bi bil tudi ta proces malo bolj celosten. Ker jaz delam premik v življenju lahko samo čez svoje telo, ker pač fizično se premaknem. Se pravi, tudi neki notranji premiki se zgodijo z mojim premikom mojega telesa. Tako da, če v bistvu telo spustim, v resnici je tako, kakor da eno površinsko plast naslavljam, ampak to v spodaj pa tako, kakor morje, ko mogoče valovi zgori, v spodaj pa čisto polmerno. Spravi, rabim ta vihar, rekla, da v bistvu nekaj premaknem, da se lahko stvari na novo usedejo. Zdaj, travme so pogosto povezane z nekimi dogodki, v katerih nimamo zavestnih spominov. Mi se ne spomnimo, kaj se je zgodilo, ko smo bili stari 1 leto, 2 leti, kaj se je dogajalo ob rojstvu našem, kaj se je dogajalo, ko smo bili še v maternici. In če greva še dlje, potem na podedovane družinske travme, se tudi ne vemo, kaj so naši predniki doživljali. Kako nam lahko naše telo pomaga in občutki, ki jih mi nosimo v telesu, da najdemo stik s temi nekimi travmami, v katerih ni te racionalne slike nikjer. Ja, moramo vedeti, da telo je z nami v vsaki izkušnji.
Ne, in tudi, če govorimo o podedovanih travmah, se pravi, smo mi že obstajali, ne, v telesu naše babice, se pravi, smo nekako že bili prisotni kot celica tam, ne. Se pravi, naše telo je tisto, ki tudi doživlja vse izkušnje in na nek način se čisto vsaka izkušnja, tako pozitivna kot travmatična, zapiše v telo. Tako da je v bistvu zato telo tisti prvi medij, katerim ne bi šli, da pač te stvari, sploh te preverbalne, predno smo začeli govoriti, ali pa te, ko smo bili v trebuhu, ne, to je v bistvu edini način, kako pridem do teh vsebin. Ne morem zares drugače, ne, ker ne morem ubesediti, ne morem niti razumeti. Ne. Neki vzorci se v telesu pač pojavljajo, ali pa neki je, ki me blokira, ali pa pridem v neko situacijo, pa se moje telo nekako odzove in jaz ne razumem, zakaj. Ne, in grem v bistvu s tem odzivom, kaj tam, grem raziskati. Ne. In v bistvu takrat, ko začnemo delati s telesom, ponovadi telo začne tako, lahko mogoče te telesne občutke opisujemo skozi ene simbole ali pa skozi neko, tako, skozi te zaznave, ne, sprav, kaj zaznavam, kaj čutim in v bistvu preko tega pol počastko, bom rekla, odkrivamo plasti, pa pridemo mogoče bolj do bistva, ne. Kaj se je zares zgodilo, je pa res, da nikoli ne vemo vsega, ne, in da v bistvu se lotevamo samo tistih stvari, ki so res toliko moteče, da jih ne morem peljati naprej, ne. Tako da bi šli kar vse, tako preveč. Kaj pa se zgodi v telesu, ko doživimo travmo, ali pa kaj se dogaja v naših možganih takrat? Spravi, v telesu, ne, ko doživimo nek stresen dogodek, ne, se aktivira kortizol, se aktivira adrenalin, naši možgani na nek način se mogoče malo zamrznejo, te miselne, pač miselni del, prefrontalni korteks, potem amigdala se bolj aktivira, zaradi tega, da imamo ta emocionalni spomin in ne ponavljamo več to v prihodnje. Hipokampus, ne, se malo zmede, ne more si čisto zapomniti stvari, avtomatsko malo zbriše stvari, zato da mi na nek način, da nismo skozi v tem stresnem odzivu kasneje. Tako da ogromen šok za telo, v bistvu, ki se pol pač kasneje odraža tudi v tem, da mi zakrčimo telo, se navadimo, mogoče kompenziramo na nek način ali pa te doživljaje shranimo v telo v obliki tako, kada nekaj zamrzne ali pa kada nekaj se zatakne, kada se en vzorec ponavlja, ne, na tak način potem to v telesu tudi prepoznamo. Ne. Se pravi, mi lahko rečemo zavestno, recimo, da smo nekomu odpustili ali pa da nekaj smo pustili v preteklosti, ne več ne vpliva na nas. Če damo zdaj recimo primer, da rečeš, da si nekomu odpustil, potem ga pa srečaš, ali pa se samo spomniš na njega in si pozoren na svoje telo in opaziš, recimo, ne vem, mogoče te začne črvičati v trebuhu, ne vem, mogoče rataš nemiren v telesu, začneš, ne vem, pesti stiskati, čeljust stiskati in tle pol vidiš, da teb misli, zavest pravi eno, ampak telo pa kaže eno drugo sliko, drugo resnico. Bi rekla, da v bistvu telo vedno kaže resnico. Zdaj, telo lahko do ene mere natreniramo, ne? Da na nek način, da se tudi zlaže, bom rekla. Ampak ponavadi jaz opažam, ne, pri svojih klientih, da kadar imam to, kadar želijo zelo dober vtis narediti, ne, tako kot si rekla, ne, da nekoga srečem, pa sem mu prostil, pa skušam biti tako prijazen pol, ne, pa vem, da mogoče nekaj je še tam, ne, ker nisem še čist predelal, ampak naven jaz to nekako dobro speljem, ne. Ponavadi naše noge odražajo nekaj drugega, ne. Prav, ali stiskamo prste na nogi, ali jih prekrižamo, ali se malo zibamo, ali damo na noter, jih obrnemo tako, ne. To je del telesa, ki ga manjkrat treniramo in manjkrat nadziramo, ne, sploh v današnjem času, ko smo tudi online pa tako in je to pač ta v spodaj skrito, danes je tudi, ne. Ja. Se pravi, ko pride klient do tebe, pa ti govori neko zgodbo, si verjetno zraven tudi pozorna na to, kaj ti govori, njegova drža, njegova neverbalna komunikacija. Ja, to je ves čas zraven, ne. Se pravi, tam so besede, na katere sem seveda tudi pozorna, ampak velikrat oziroma vedno večkrat pride do mene ljudje, ki so zelo v glavi in zelo veliko govorijo. In potem pri takih ljudeh, ker je dobro, da ima, bom rekla, tako grdo preslišiš, kaj govorijo in bolj gledaš telo. In potem mogoče je kakšna beseda, ki se telo nekaj premakne in to je ključno, ne.
Se pravi, da takrat, ko pač se nekaj spremeni v telesu, to je za naju ključna informacija, ker prej je pač neka zgodba, ki je tam, ki ti jo razlaga, zato da gre vse okrog, da ne prideš do bistva. Ne. Zdaj, v travmi zbežimo načeloma iz telesa, ker je pretežko, da bi zdržali s tisto intenziteto čustev. Zbežimo tudi v različne odvisnosti. Nihče nas ni naučil, kako biti s tistimi močnimi, težkimi čustvi. Pa me zanima, kako ti gradiš to kapaciteto, kako skozi plesno-gibalno psihoterapijo, kako se učite, da krepite to kapaciteto za močnejša čustva, da ne zbežimo iz telesa, da lahko ostanemo z njimi. Ja. To pač, ko govorimo o intenziteti čustva, pa to, da jih držimo, se dobro spomnim, da to pač izvira iz samega otroštva, ko smo bili dojenčki. Sprav naša mama je tista prva, ki nam pomaga prebaviti čustva. Ne? In v bistvu, če tega takrat nismo imeli, ali pa smo imeli v manjši meri, ali pa mogoče smo imeli samo za določena čustva, ki jih je mama zmogla držati, potem v bistvu otrok se pač nauči z enimi čustvi dobro upravljati, z drugimi pa ne ve, kaj bi delal. Ne? In v bistvu v psihoterapevtskem procesu se zgodi podobno. Ne? Jaz nekako prevzamem to vlogo mame, ki prebavlja skupaj s klientom. Ne? Se pravi, klient je na drugi strani in v bistvu že on s tem, ko govori o čustvih, ni sam v tem, ampak mi dva sva skupaj v tem. In potem seveda, ko pride do neke intenzivnosti čustev, ki vidiš, da ne more več telo biti pri meni, sedeti in govoriti o tem, pač greš v gibanje. In v bistvu jaz vedno zagovarjam to, da srečaš to intenziteto čustva točno tako, kot je. Ne, da jo skušaš takoj umiriti, ne, ker to veliko ljudi skuša narediti, zdaj imam paniko in zdaj, meditacija, dihanje, ne. Ampak ne gre to, ker jaz moram najprej sebe srečati tam, kjer sem zdaj. Se pravi, jaz potem z ljudmi delam, če je res pač šok, da se ne vem, kaj aktivira v telesu, ne. Potem na nek način skušamo to prenesti čez celo telo, ponavadi dam kaj vmes med nami, se pravi neko tkanino, da držimo to, da je neka fizična vez med nami in da smo skupaj v tem, ali da tresemo, ali da ne vem, aktivno pač dajemo to v celo telo. Ne? In to gre pa postopoma po celem telesu, pa na koncu ugotovijo, nekaj se je sprostil, ne? Zaradi tega, ker v bistvu prenesem, bom rekla, un delček, ki je bil traumatiziran, ne, sprav recimo, da se to draža čez moje roke in se ful tresejo, potem to treslja prenesem čez celo telo, ne, kar nalepem, se nekaj zgodi, se nekaj prestav, zaradi tega, ker sem telesu sem dala vedeti, to ni nevarno, ampak samo prenašam po telesu, sprav dam stvari v tok na nek način. Ne vem, a sem dovolj jasno to povedala, ampak na tak način pač jaz delujem, sicer ne vedno enako, vsak je pač individualen, ne, v tem svojem izrazu travme, ampak to je recimo nek način, kako srečaš to intenziteto in potem, ko jo enkrat srečaš na uni točki, jo lahko tudi potem zmanjšaš, ker ni namen, da smo skozi v intenzivnosti. Ne. Pač cilj je, da znamo tudi zregulirati, pa da znamo manj intenzivno potem naprej doživljati, ne, da smo izčrpani. Kaj bi pa rekla, da je pogoj, da se rane lahko zacelijo in da so mogoče kakšne rane, ki so enostavno preveč boleče, da bi jih daj zares zacelili in da se enostavno moramo naučiti živeti z neko bolečino? Jaz mislim, da se vsaka rana, bom rekla, lahko zaceli do te mere, da jo lahko pogledam in nima več čustvenega naboja. Sprav, namen ni, da jaz, tako bom rekla, če je tam še vedno bolečina, pa da jaz ne morem zdržati te bolečine, potem verjetno nisem še naslovil vseh koščkov, ki so tam. Sprav, namen je priti do točke, ko jaz pogledam to rano ali pa se spomnim tega spomina, ali pa niti nimam več potrebe tja gledati, ne? Ker ponovadi, ko imamo travmo, je vedno tako, če ne drugega se telo vedno tja vrača. Ne? In v bistvu je pomen to, da odvzamem čustveni naboj. Prav, da to je zdaj dogodek, ki se je zgodil in je del mene. Ampak tukaj ni več drame okrog. Sprav, to je tam. In zdaj jaz grem lahko naprej skupaj s tem dogodkom, ki me je oblikoval. In sem zdaj drugačna. Ne, sprav, to, ne, vzamem napetost. Zakaj pa stik s telesom pomemben tudi pri tem, če hočemo v življenju neke meje postavljati? Zdaj danes je recimo ogromno izgorelosti. A misliš, da nekdo, ki ima dober stik s telesom, lahko izgori?
Jaz rekla, da je to tudi malo odvisno od bom rekla, prepričanj, koliko je glava močna, ker še vedno lahko tera telo. Tudi če imam jaz v stiku, lahko prepoznam, zdaj se teram, ampak pač izberem, da bom še vedno to delal. Tako da definitivno je to en dober mehanizem, kako to lahko preprečim. Spravi tak, mogoče malo kasneje lahko to doživim, ampak še vsem bi jaz rekla, pa to govorim mogoče tudi iz lastne izkušnje, da pač ta bom rekla, skoraj ta ambicioznost ali pa to, da nekaj moramo v življenju doseči, to je pač neka ideja, ki jo pač prinesem verjetno tudi od svojih prednikov ali pa tudi od okolja, v katerem sem odraščal, kaj je bilo takrat podprto. Tako da lahko sem na tej poti pozorna na svoje telo, pa si dam večkrat počitek, pa tako. Ampak še vedno, če je ta drive toliko močen, potem lahko tudi sebe še vsem povozim. Tako da je pa absolutno to povezano s tem. Tisti, ki je bolj v stiku, bo imel bolj jasne meje, bo se bolj zavedal svojih zmožnosti, bo se bolj zavedal na nek način, kako on deluje v svetu, kaj pričakovati od svojega telesa, kaj pričakovati, ko se nekdo odzove, tako se odzovem. Tako, ne vem, je to neka povezava, absolutno, ni pa pravilo. Zdaj, če greva počasi na temo podedovanih travm, kaj bi rekel, da je sploh smisel ali pa namen tega, da se travma deduje? Zdaj, namen je, po mojih raziskovanjih, da se v bistvu, da mi, sprav, travma se deduje zato, ker ni bila sprocesirana. Spravi, nekako se odrazi v naslednji generaciji in pač čez enega predstavnika zato, da bomo mi bili zmožni to pozdraviti za nazaj, kot cela družina. Ker ko en začne gledati svoje travme, pa podedovane travme, potem se vse v naši družini se začne malo premikati. Sprav se začnejo dogajati te notranji premiki, ki mogoče niso tako vidni niti na začetku, pa niti ne rabim iti direktno do mame, nekaj razrešiti z njo, ampak jaz samo sebe pomirim s določenimi stvarmi. Tako da to je ključna stvar, ker v bistvu jaz bi rekla tako, naša evolucija ne želi, da mi naprej peljemo, da smo zatravmirani, ampak želi pač na nek način, da mi gremo naprej vse bolj svobodni. In da na nek način tudi če gledamo evolucijsko, kateri predstavniki preživijo. Tisti, ki so pa zdravi, najbolj vitalni, najbolj tako, sprav tudi to, da je izrazi se travma, je se zato, da se pozdravim in grem jaz naprej vitalnejša. In to potem povzroča, da so tudi moje naslednje generacije vitalnejše in družba lahko obstane. Zdaj bom citirala iz tele knjige Mark Olin, Podedovane družinske travme, ki bova večkrat še omenila verjetno to knjigo tudi. Včasih se bolečina potuhne, zapiše se v telo ter z ljudmi hodi skozi življenje, dokler ne najde načina, na katerega se lahko izrazi ali razreši. To se lahko zgodi šele v naslednjih generacijah in se kaže v obliki simptomov, ki na prvi pogled nimajo nobene logične povezave s posameznikovim življenjem. To, kar čutite in doživljate, vaša zgodba je morda zgodba vaših staršev, njihovih staršev in celo generacij pred njimi. Se pravi, če želimo iti v globino razumeti svoje težave, svoje bolezni, svoje simptome, svoje strahove, je torej potrebno pogledati tudi zgodbe naših prednikov. Kako pomembno se ti zdi, da potem mogoče naredimo neko družinsko drevo, nek genogram v tem raziskovanju? Jaz vedno pravim tako, če nas to kliče, pa da čutimo, da je tukaj nekaj za nas, potem ful spodbujam, da gremo raziskovati. Ampak tako v svoji praksi vidim, da niti ni potrebno to vsakmo delati. Ker pač določeni ljudje pridejo in je težava zelo tukaj. Pač zelo v današnjem času, v njihovem življenju, kaj zdajle, kaj se je dogajalo pač tekom njihovega življenja. In pač tukaj ni potrebe, da se jaz pač vračam nekaj nazaj, ker te podedovane travme se ponavadi so zelo očitne, ko oseba prav čuti, da v telesu, da nekaj čuti, kar ni njeno, da je pač nekaj, kar je tako tuje, kar tako odkje, ali pa sploh nima nekega mesta v njenem življenju, je kar tako malo štrli ven, ni neke logične razlage, zakaj bi ona to zdaj doživljala. Ali pa pač pri določeni starosti se kar zamenja, cel njen, bom rekla,
vidik na življenje ali pa kako ona pač deluje, se neki simptomi sprožijo in takrat je pa tako, ne, ni jasno, odkje to pride in takrat je smiselno gledati, ne, kaj se zdaj za nazaj dogaja, kaj podobnega se zgodilo v moji družini, ne, oziroma po celi veji nazaj, ne, da bi pa kar vsak šel malo to raziskovati, mislim, da ni potrebe, no, bom rekla, ni potrebe. Zdaj, midve se ne poznava, tako da ne veva nekih osebnih zgodb od druge, se zdaj spoznava prek tega podcasta. Pa me tako čisto zanima, kaj bi ti rekla, sklepala, ugibala, kako je recimo lahko na mene vplivalo to, da so bile obe moje babice za časa druge svetovne vojne v koncentracijskem taborišču. Ena je tam odraščala, je bila med 6 pa 9 let stara. Druga je bila že malo starejša, je bila takrat že prvič noseča v taborišču, sicer ne z mojim očetom, ampak z bratom, spravi stricom mojim. Kaj bi ti iz tega podatka recimo potem, kaj bi rekla, s čim imam jaz težave ali pa izzive lahko? Okay. Zdaj, mene je tukaj, tako se mi je ostala pozornost na, kaj si prav tako specificirala, da to je bil, ne, tvoj stric, tako da bi me zanimal recimo ta odnos s tvojim stricom in kako nekako, tako, a ti njega čutiš kot, da je tako neka ključna oseba ali je kaj podobnosti s tabo, ne, glede na to, da pač si ti izpostavila ta primer. Potem bi me pač tukaj zanimalo, ne, kaj je, ne, kako sta te dve babici, na nek način ena je bila zelo mlada, ne, sprav, to lahko skoraj zagotovo rečemo, da je prenesla v enem ključnem obdobju ogromno enega strahu, ogromno ene anksioznosti, ogromno na nek način tega preživetvenega strahu, ne. Tako da to bi se lahko pač odražalo na generacijah kasneje, ne, kot pač celični spomin, ki se nam aktivira, kot da pač me je strah, nečesa pa sploh, ali pa tako, da so mi vse okoliščine ali pa v situaciji, v kateri se znanem, so mi malo strašljive. Sploh ne vem, ali pa imam tak pretiran odziv na to, ne. Tako da recimo bi šla v to smer. Zdaj druga babica, ne, je pa je bila noseča, pa je tukaj ta prenos, ne, že direkten pač na strica in zdaj kako je stric potem ravno naprej, ne, kakšne odzive je imel. Ja, pač to je pač za raziskati, ne. Zdaj težko jaz rečem, kaj točno si ti prevzela, ker načeloma je tako, da ni niti nujno, da vse vzamemo, ne, in tudi babice sta bile lahko zelo različni, lahko je bila ena, je bila zelo rezilentna, ne, je bila, in je pač to ona čisto dobro vse, ne, prenesla in mogoče tudi ni bilo potrebe, da ona nekaj naprej daje, ne. Tako da tudi tukaj je potem, ne, neka, mogoče biti pozoren, ne, kaj zares, da ne sklepamo prehiter, kaj vse sem podedoval zdaj, ne. Zdaj, pomemben je podatek tudi, ki si že prej omenila, ne, da je bila naša babica 5 mesecev noseča z našo mamo, se v jajčnikih naše mame že oblikovala ta celica jajčica, iz katere smo potem mi nastali in hkrati tudi celice semenčice, iz katere smo nastali, so bile že v našem očetu, ko je bil še zarodek v mamini maternici, torej okolje, v katerem so živele naše babice in detke, je dejansko vplivalo na nas veliko bolj, kot si mi dejansko lahko predstavljamo, ne. Ja. Prav, vse, kar se je dogajalo našim prednikom, je nekako zapisano tudi v nas, ne, saj mi smo naši predniki, ne. Je pa res, da kaj zdaj zares se bo odrazilo čez nas, je pa potem odvisno od okolja, tudi kaj ga imamo mi trenutno, ne. Ker pač okolje je bistveno, se moji geni preklopijo, se izklopijo, ne, ali v bistvu se te travme na nek način zaktivirajo, ali se ne, se pravi, to okolje, v katerem sem jaz potem odraščala, ne, v tem času, ne glede na podedovane travme, potem marsikaj lahko spremeni v resnici. Ja, zdaj preteklost torej ni zares mrtva, vsak prednik je še vedno živ, kakorkoli se to sliši malo nerealno, ampak vsak naš prednik je na nek način prisoten v našem telesu, smo nazadnje polovica očeta, polovica mame, četrtina ene babice, četrtina druge in tako naprej. In tudi zdaj v tem prostoru res sediva jaz, Ana, ti, Sara, ampak hkrati so v naju tudi neki spomini, neke izkušnje, ki so od naših prednikov. Ne? In jaz tudi, če grem samo na starše in razmišljam, kako čutim mogoče zdaj mamo in kako očeta, moj oče se ni imel težav se izpostavljati, se mi zdi, da nikoli ni čutil treme, je bil
In to mislim, da je ta del mene, ki želi recimo podcaste snemati. Potem je pa en drugi del, ta ženski del, prednic, ki so bile seveda bolj sramežljive, nezaupljive, z razlogom, bolj previdne. Ne? Ta del ženski je pa bolj tako, a je to res v redu, da zdaj počnemo, je to varno, mal... Zadržka. Zadržka, tako je, pri tem. In že tle, tako se mi zdi, da čutim te dve prisotne starša v meni, ne vem, kako ti občutiš tudi svoje prednike, kdaj? Zdaj, to sem prav razmišljala, ne, pač, ko sem se pripravljala na ta podcast, ko mi v bistvu to vprašanje mi je dalo najbolj misel od vseh. Tako, kaj je zdaj tisto, ne, ko v bistvu se izraža res čez mene, ne, danes, ne, v tem trenutku. In bi jaz rekla, da je res, moji predniki so bili ful pogumni. Tako se mi zdi, da je en tak pogum, tako s katerim jaz vedno znova stopam v življenje in se lotevam pač konec koncev do tega podcasta, ki mi je nov, ne, se mi zdi, da je to ena taka ful dragocenost, kaj jo imam od njih. Hkrati pa en ta, moji predniki imajo, tako, kakor sem jaz raziskvala, je veliko tega, veliko te ločenosti ali pa da se sme pokazati samo en del sebe. Se pravi, da ne morem sebe živeti v celoti, da pač nekaj mora biti skrito, zato ker mogoče tisto v družbi ni bilo takrat zaželeno in to je ves čas en tak, tudi neka potreba v meni, da ves čas iščem, kaj je tisto, ko smo mi celi, kako se lahko celi izrazimo, kako bi bilo to, če jaz cela sebe dam, ne? Tako in tako iskati ta balans, ne, v današnji družbi, kjer je vse tako zelo razpolovljeno, ne, telo, ne vem, ta stran, tako zelo smo nagnjeni k temu, ne, in potem iskati to vse, to celoto je kar izziv, ampak ne, tukaj smo, da delamo. Ja. Kaj pa recimo, ne vem, če je pradedek zapustil prababico, kako misliš, da tudi se to pol odraža na potomci? Zdaj spet, jaz mislim, da pač tukaj ne moramo dati enoznačnega odgovora, zato ker lahko je zdaj pač odvisno, zakaj se je to zgodilo, kako je bila ta situacija zapeljana, kako je bilo to otrokom razloženo, a je on kar zginil, ali je bilo to tako, da so otroci vedeli, zakaj gre, ne? A je babica govorila o njem, a je babica spoštovala njega, tako, in a je v bistvu spoštovala na nek način to, kar se je preko otrok kazalo, ne, od njega. Se pravi, v bistvu vse te stvari so ključne tukaj, da lahko rečem, a zdaj, ne, kakšne posledice so zdaj otroci imeli, ali pa njihovi otroci. Zdaj, velike tudi ženske so umrle, recimo, lahko že zelo zgodaj, pa so otroci odraščali tudi brez mam, ne, tudi to potem... Ja, absolutno, ne, pač mama je ključna, ne, se pravi, če jaz v bistvu odraščam kot otrok brez mame, je to en velik manko, ne, je pa res, da je ful pomembno videti, kdaj, ne, recimo, je razlika, meni mama umre pri 2 letih, a mi umre pri 6 letih, ne, se pravi, ker se v bistvu ene strukture potem že lahko oblikujejo, pa mogoče nimam takega, mislim, v vsakem primeru imam manko, ampak se na nek način moja osebnost lahko še vse drugače zgradi, ne. Prej si že omenjala tudi starostne oziroma trenutek, v katerem se pojavijo neki simptomi ali pa težave v našem življenju, da ponavadi ni naključen, ne? Da je takrat dobro raziskati, kaj se je recimo že samo našim staršem zgodilo pri tistih letih. Ja, absolutno. Ne? Če je res en tak, včasih pridejo k meni ljudje pa rečejo, dokler se mi ni tole zgodilo, je bilo moje življenje. Ne? Vse je bilo tako. In zdaj ti meni povej, kaj je zdaj to, ne? In je tako, včasih tako, velikrat so prav jezni, so kar tako, povej mi zdaj, ne ti meni, da je nekaj ne za nazaj, tokrat je bilo v redu, zdaj pa ni več v redu, ne. In v bistvu v takih momentih je zelo ključno, da zmoremo videti, oziroma da tudi kliente pa počas pripeljamo do tega, da mogoče vidimo eno širšo sliko, ne, da ni vse tako, da se mi je na nek način zrušilo življenje, ampak da mogoče je to tudi del mojega, rekla tako, poslanstva ali pa del moje poti, ki mi nekaj odklepa točno ta moment. Ali pa nekaj odklepa za moj družinski sistem. Ja, to, kar si zdaj govorila, sem se zelo tudi najdla v tem. Ne? Sem pri 18 letih je bil meni tisti nek preskok, ki se mi je življenje čisto spremenil, ker sem imela tako, ni bil čisto paničen napak, nek tak kolaps celotnega sistema in po tistem se je v meni aktiviralo fulene tesnobe in anksioznosti. In pa, ko sem gledala, kaj se je pač pri starših dogajalo pri 18, je oče izgubil svojega očeta pri 18. Potem sem sicer par let imela to tesnobo, pa je to malo potuhnilo
In konc 20-ih je se pa aktiviral na 6. potenco. In sem pa spet gledala, okay, kaj je bilo pa konc 20-ih. Aha, očetu je potem še mama umrla, mami je pa zgubila brata v prometni nesreči pri tistih letih. In pol rečeš, ok, na ključe, ni na ključe. Po kakšni logiki misliš, da se to, a to je ta inteligenca telesa, ki je enostavno kaj zapisano v celicah, ki se spomnijo tistih let, kako to razložiš? Zdaj, ko si to govorila, me tako zmrazili po celem telesu, tako da tukaj imamo verjetno neko konkretno povezavo. Ja, zdaj jaz tako nisem dovolj pametna, da zares znam razložiti to, ker to je zelo ena taka misteriozna zadeva tudi zame. Kako se res to tako poklopi z leti. In ja, lahko govoriva o inteligenci telesa, kako si pa celice zapomnejo to, pa potem to nekako prenašam naprej. Lahko pa govoriva tudi iz vidika, da glede na to, da so to bili tvoji starši in ne neki daljni predniki, da dejansko, da mogoče gledava iz tega vidika, da je to kot njihov spomin, ki potem, ko oni tebe spremljajo kot otroka, in ti prihajaš v ta leta, ki so za njih bila travmatična, lahko oni na te začnejo nekaj projicirati, kar je njihovo, in potem se ti identificiraš s tem. Sprav lahko bi bila to projekcijska identifikacija. Lahko, ne vem, ampak na nek način bi lahko tudi tako razložil to. Ker vedno za vsakega starša je v bistvu celotno odraščanje otroka. Jaz velikokrat vidim to tudi v praksi, zato ti to tudi razlagam, ker tako vidim, da recimo, ko je starš doživljal nekaj travmatičnega v svojem otroštvu in potem njegovi otroci pride do unga leta, ima takrat ali ima otrok težave, ali ima starš na nek način ne najde stika z otrokom, se pravi, je tako, kot da starš podoživlja še enkrat svojo travmo. In seveda to otrok čuti, ker je starš v bistvu v svoji zgodbi, sploh ni v zgodbi otroka. Tako da lahko bi se zgodilo tudi to, da pač otrok potem takrat začne kazati nekaj, da mogoče starš razreši nekaj za nazaj. Je bilo zanimivo, ker meni so se v bistvu pri teh paničnih napadih aktivirala taka močna občutja izgube. In nisem mogla tega povezati z ničemer, ker nisem v resnici nobenega takrat izgubila in sem se tudi sprašvala, pa je z mano kaj narobe. Ja, ampak recimo tle bi bilo zanimivo vprašati starše, ko si bila ti toliko stara, a so oni imeli strah, da se bo te tudi nekaj zgodilo pri teh letih. Ker če je bil ta strah na njihovi strani, lahko je bil zavesten, lahko je bil pa nezavedno tako močen, si ga ti čutila. Tako da v tem primeru jaz ne bi rekla, da je šlo čisto za podedovano družinsko travmo, ampak bolj za projekcijo starša na te. Zanimivo. Ampak recimo, kaj pa, ko si noseča, nekaj ženska gre skozi to spremembo telesa, tudi takrat vemo, da se aktivirajo določene travme povezane z materinstvom ali pa z očetovstvom, ko se dejansko telo začne spreminjati. Tlej tudi je neka inteligenca telesa, ki takrat šele aktivira. Ti lahko prej, preden pač zanosiš, razrešuješ, raziskuješ, ampak enostavno se bo šele takrat aktiviral. Ja, recimo v tem primeru bi jaz bolj rekla, da je medgeneracijska travma. Zaradi tega, ker v bistvu, ko ženska recimo gre roditi, je to, sploh če pač se ji to zgodi, da recimo se ji nekaj aktivira pri prvem porodu, sprav ona ni imela še prej te izkušnje. Prav nima od nekjer drugje nima jemat tega odziva, ampak od nekje kar pride. Se pravi, v takem primeru bi jaz rekla, ok, je dobro raziskati, kaj se je zgodilo, kakšen porod je imela moja mama, kakšen porod je imela moja babica, ali tako, kaj se je v bistvu dogajalo njim, v tem času. Ja, kako pomembno pa je, kaj doživlja mama med tem, ko je noseča? Pač zdaj v tem je vedno več raziskav, da vse vpliva na otroka, tako da pač nismo več varni. Tako da pač, ja, absolutno vemo, da vse, kar doživlja mama, se prenese na otroka. Veva tudi, kar so prej rekli, da vse, kar je doživljala babica, se prenese že ne samo na mamo, tudi na nas. Tako da je v bistvu
rekla tako, nosečnost eno tako občutljivo obdobje, kjer bi se mogel zapreti nekam in okrog enih ljudi, ki so zelo ljubeči, ne, in se izolirati pred stresom in samo biti tako v negovanju in ljubezni, ne, ampak vemo, da to pač ni mogoče. Hkrati pa ljudje smo narejeni za to, da tudi gremo čez določene stvari in ni namen, da se izoliramo, ampak da na nek način, da se naučimo, kako se spopadati, ne, s stresom, ker skozi to rastemo. Zdaj, v tem kontekstu, ki sem prej govorila, so tudi problematične družinske skrivnosti potem, ne, recimo, lahko se pri tretji generaciji potem pojavljajo samo te simptomi, izgubljen je pa že ta primaren izvor oziroma ni več tega stika s to skrivnostjo, zato tudi pravijo, da je lahko tretja generacija plačuje največji dolg družinskih skrivnosti, ker nima več tega s čim povezati, a ne, samo se manifestira to v obliki nekega simptoma, neke težave, fizične bolezni, psihične bolezni. Zdaj, velikrat v naših podcastih smo že govorili o družinskih skrivnostih, ampak bi rada še tebe tudi vprašala, kaj bi ti svetovala ljudem, kako postopati do teh temnih skrivnosti, do katerih itak čutiš odpor, pa sram, pa krivdo, pa bolečino, pa strah in je res nočeš iti tja. Ja. Zdaj, jaz v svoji praksi vidim, tako ko ljudem rečem, ne, da mogoče pridemo do kakšnega odnosa, ki bi bil mogoče ali pa do neke teme, ki bi bilo mogoče smiselno vprašati doma ali pa mogoče malo pobrskati in tako. In pa seveda je zelo klasičen ta odziv, kako ne se tega lotim, ne. In velik strah, ne, ob tem. Ampak pa se vedno znova se izkaže, da ko ljudje to naredijo, da je tako, kot da družina čaka, da ti prideš pa odpreš to. In pa kar stvari kar tako, in so tako ljudje kar presenečeni, ne. Tako da v bistvu ta odpor, jaz vedno pravim, ne, in tudi psihoterapiji tako velja, večji kot je odpor, bolj je pomembno, da grem tja. Ne, ali pa večji kot je odpor, predno pridem na terapijo, bolj je pomembno, da točno takrat pridem. Ne, ker je očitno nekaj pripravljeno, da gre ven, ampak potem je ta mehanizem toliko močen, ko hoče to še malo tam držati. Ne. Se pravi, en del nas še vedno ščiti in to je ta odpor. Tako da jaz pravim, večji kot je odpor, dajmo pač probati čez to, pa dati vsaj priložnost. Ne? In ne rabim iti do svojih staršev ali pa do svojih babic, detkov s tem, da povej mi zdaj tole. Ne? Ampak lahko rečem, mene pa malo zanima, kako si pa bila ti, ki si bila mlada. Ne? Spravo, se ne rabim iti direktno v ono temo, ampak ne vem, mogoče, če imam neko travmo, ne, v povezavi, takih je veliko, ne, da so te, ne vem, neke porodne ali pa da takih klientov imam veliko, da potem, ne vem, greš do svojih staršev pa rečeš, kako si bila pa ti v nosečnosti, tako pa ne v smislu, da hočem zdaj nekaj dobiti eno informacijo, ampak bolj tako, zdaj sem jaz noseča, ne vem, kako ne zdaj s tem delam, ful me je strah, tako si ti doživljala kaj podobnega, ne, tako bolj, rekla, indirektno. In ponavadi, če na tak način vprašamo, so ljudje pripravljeni, pa to ne gre samo za naše starše babice, ampak na splošno v odnosih so ljudje pripravljeni več povedati, kot da jih napademo z nekim vprašanjem. Zdaj, mogoče še en vidik, ne, če imamo mi skrivnosti, pa smo tudi telesno zakrčeni, ne, nismo sproščeni. In če ti nisi sproščen, boš težko zares začutil recimo otroka ali pa partnerja, kaj potrebuje, težko se povežeš z njim, težko neko ljubečo, sočutno varen odnos vzpostaviš, ne, če je tvoje telo togo, zakrčeno, trdo. Tako da je tudi to en vidik, ne, da če imamo skrivnosti, bomo težko čutili druge. Ja, jaz ful rada uporabim eno tako primerjavo, da je tako, če imam skrivnosti, tako, da ves čas držim eno škatlico. Okay? In se pravi, pač, če jaz želim potem se ukvarjati s svojim otrokom in imam to skrivnost, moram to škatlico dati v eno roko, pa imam samo eno na voljo. Ne? In potem, mogoče rabim obe roki, pa moram dati pod pazduho. Pa potem mogoče rabim še celo roko uporabljati, pa dam med noge. Se pravi, ves čas en del mene drži to. Spravo, lahko se to malo seli, ampak ves čas en del mojega telesa mora držati to in ne morem čisto sproščeno bivati, pa pač se odzivati, ampak ves čas je to, da malo skačem tako v to sproščeno, pa nazaj. Tako da, in
to je kar naporno v resnici. Ne? In to seveda otrok čuti. Ja, pa veliko energije ti gre za to, ne? Da to držiš lahko. Ja. Sej, to mi je v bistvu zanimivo, ker sem prej še malo gledala, tako brskala glede te travme, pa je ful zanimivo, kako naši možgani grejo v, spravi, če smo doživeli nek traumatičen dogodek, sploh če bo to nekaj intenzivnega ali pa repetitivnega, so naši možgani več ali manj v beta stanju, v tem aktivnem, anksioznem, da moram skozi nekaj aktivirati. In to je v bistvu stanje možganov, ki porabi največ energije. In tudi težje gremo pa v to neko sproščenost. In tako je ena taka zelo dobra razlaga, zakaj to res vzame toliko energije. Tako da. Pa tudi nekaj ti mogoče potem, ko zveš, ko lahko povežeš svojo težavo z neko smiselno razlago, je to veliko olajšanje za tebe, ker veš, da nisi nor, da ni s tabo nič narobe, ne? Ja. In da imajo stvari pač čist nek smiselen vzrok. Ampak če ti predniki oziroma če ti recimo starši ne povejo teh skrivnosti, pa ti res misliš, da si... Ja, najhuje je to, da ne vemo, ne. Tako jaz velikrat vidim to in v mojem življenju in tako pri klientih, da pač je res najbolj stresno to, ker niti ne veš, ob kaj se opreti. In pač nekaj se mi dogaja in ne vem izvora, ne vem pač niti kdaj točno mogoče se je to sprožalo ali pa tako izkje ta mehanizem. In v bistvu ta nevednost je nasplošno za ljudi ful stresna. Tudi ko grem v nekaj neznanega, se podam, pač je to vedno stres za telo. Pa da živim v tej nevednosti, pa se mi nekaj dogaja in ne morem nekaj, to je pa v bistvu to konstanten stres. Se pravi, bi lahko rekla, da kar ni izraženo, se prenaša naprej. Ja, pač mislim, potem je izraženo na drugačen način, bi jaz rekla. Se pravi, se pač prenese tako, da bo izraženo čez telo. Oziroma bi tako celo rekla, da tudi če starši zamolčijo, se to izraža. Ampak ne z besedami. In več otrok čuti, da je nekaj tam. In potem je zmeden. Kaj zdaj poslušam? Poslušam to, kar čutam na telesnem nivoju, pa kar vidim, ali poslušam to, kar mi nekdo govori ali ne govori. Tudi mnogo govori, tudi v tišini se stvari dogajajo. In otrok to ful dobro bere vse. Pa tudi kot odrasli beremo. Samo smo se malo naučili, da mogoče nočemo čist brati. Ali pa nočemo čist, tako malo sfiltriramo, nočemo iti tja. Tako. Zdaj, res je, da je ta razumsko spoznavanje zelo pomembno, je zelo pomemben korak, ampak ni pa to še končen korak. Potem pride na vrsto telo in te podzavestni mehanizmi, ki so shranjeni v telesu. Spreminjati telo pa ni tako preprosto. Imaš kakšno spodbudno besedo, da pa vendarle se da spremeniti. Ja, jaz sem videla primere v svoji praksi, kjer smo spremenili to. To ne pomeni, da spremenimo cel gibalni profil, da zdaj boš ti čist druga oseba in se boš čist drugače premikala, ampak mogoče odklenemo en delček, kjer vidiš, da se je oseba malo sprostila, kjer mogoče prej, ki so bile skozi zaklenjene roke tako, da se zdaj lahko tako, kjer mogoče prej so se skozi roke tresle, so zdaj mirnejše mogoče. Ali pa tudi mogoče bolj lažje gledam gor, se pravi nek delček se spremeni. Tako da absolutno se da, ampak je treba, tako bom rekla, z eno potrpežljivostjo do sebe, zato ker ves čas mi se moramo v bistvu navaditi, da je varno biti v novem stanju. Da je varno biti v novem vzorcu gibanja in da ne bo nič narobe, če jaz izražam ena druga čustva zdaj tudi, če jaz se bolj sproščeno premikam čez življenje in rabim toliko novih izkušenj čez svoje telo, ne samo v okviru terapije, tam se začne. Pa moram to začeti nesti v moje življenje, si moram upati prenesti. Delček in dobiti izkušnjo. Nič se ni zgodilo. Pa tako se stavljam in počasi moje telo dojema. V redu, varno sem, lahko tako delujem. Lahko delujem drugače. Se pravi, čim več izkušenj dobiti. Ja. Prav tako kot je travma, je ena izkušnja, ki se je zapisala, tako rabim zdaj izkušnje, ki so mogoče drugačne od travme. In potem imam oboje, je potem del mene, zdaj pa kaj prevlada. Zdaj Marko Olin v tej knjigi tudi omenja ta jedrni jezik, koliko si pa ti tudi pozorna recimo
pri klientih, kjer besede, pa kjer zveze uporabljajo, ali pa kako bi bilo dobro, da smo mi pozorni, da takrat, ko nas nekaj strigira, ali pa ko smo v nekem močnem čustvenem stanju, da smo pozorni, kjer besede se nam takrat vrtijo, ne? A je to, ne vem, jaz med paničnim napadom sem imela recimo, sama sem, umrla bom, pač ta beseda se je skozi ponavljala, sem si jo pa vedno tudi kar zapisala, da sem se nekako tlej neki, ne? Koliko je to pomembno, tudi, da smo na te besede ponavljajoče stavke pozorni. Ja, jaz v bistvu zame je, bom rekla tako, zame je jedrni jezik bolj gre čez ta kanal telesa. Prav, ko pač se nekaj v telesu spremeni in je drugače in to se pač tudi vidi, ko klient pride lahko enkrat tako, drugič se nekaj zgodi v njegovem življenju, naslednji dan pride in bo nekaj drugače. Ne? Se pravi, to mi pač nekaj pove. Hkrati pa so ene stvari, ki so ves čas iste v telesu. Ne? In potem, ko večkrat to vidiš, si rečeš, ok, tlele nekaj je, tam se je nekaj zataknilo. Je pa seveda tudi vedno smiselno to povezati z besedami, ker sej vedno v vsaki terapiji tudi govorimo in včasih, tako kot sem prej že rekla, so ene besede imajo večjo moč ali pa jih tako prav čutiš, da so čustva zraven. Ne? Ker lahko jaz govorim eno zgodbo, ampak pa nekaj povem, pa mi tako s takim gnusom povem, recimo to, ali pa s tako kar ne vem, zmrazim je po celem telesu, tako, ali pa mi rata neudobno in se moram presedati, ne. Prav, to je pol ključno, ne. Sprav, mogoče ne toliko, jaz ne gledam toliko, da zdaj, oziroma nisem niti naletela toliko na neke te konkretne, tako da bi mi nekdo res toliko ponavljal en ta stavek, ne. To redko vidim, no. Ampak bolj na neke besede, ki štrlijo ven, tako bi jaz rekla. A bi rekla, da so ene travme enostavno prevelike, da bi jih samo ena generacija predelala? Da enostavno mora iti čez par generacij, da se to čist ozdravi? Zdaj, jaz mislim, da mi ne rabimo niti, ni namen, da zdaj mi si zadamo kot nalogo, in vse predelamo. Ne? Čeprav, tako bom tudi svoje zgodbe govorila, ker si v bistvu v tem poklicu imaš kar pol eno misijo. Ne? Ampak v bistvu vedno bolj tako se učim, tudi iz svoje zgodbe in pač iz zgodb, ki jih vidim pred drugih, da je za nas ključen tisti delček, ki se nas dotika. Ne? Ker pač mi rabimo osvoboditi une stvari, ki so direktno povezane z nami, zato da bomo mi šli svobodnejši naprej. In zdaj, če to pomeni, da se ena malenkost potem spremeni v mojem družinskem sistemu, je to ok, ker ni moje poslanstvo, da rešim celo družino, ne? Ker velikokrat pride ljudje pa so tako kar malo jezni na to, da kaj zdaj jaz tle za celo družino delam, ne? Ampak tebi ni treba nič delati za družino, ti to delaš zase, ok? Sprav, ko damo fokus na to, da zdaj jaz delam za nekoga drugega, to na nek način tudi zgubi tisto, bom rekla, tisti pravi naboj ali pa neko to sočutje na nek način do sebe, ker se spet obrnem stran od sebe. Jaz rabim sebe pripeljati naprej. Ne? To misliš, da je v kontekstu, da bi, ne vem, pomagal staršem ali pa otrokom ali partnerju? Ja, pa tudi to, ne vem, včasih pride ljudje, pa tako rečejo, veš, Sara, jaz čutim, da kar malo še predelujem celo linijo za nazaj, ne? In da ne, tako, kaj mi je zdaj tega treba, ne? In je ful smiselno pač v takem momentu se pač ozreti, tako spet se vrniti, ok, kaj zdaj ti, kaj je zate ključno, ne rabiš ti cele linije predelovati. Rabiš sam razumeti, to je bilo. In zdaj, kaj od tega se mene dotika? In kaj jaz rabim narediti, da bom jaz svobodna? Sprav bolj v tem kontekstu, zdaj to, da pomagamo staršem, ok, pač to tudi ni nek zdrav mehanizem, ki ga razvijemo kot otroci, ne. Ampak to je druga zgodba, no? Kakor to, da imam občutek, da jaz nosim celo družino na svojih ramenih, ne? Da sem jaz tista, ki bom popravila vse. Ne? To je tako malo, rekla, nemogoče. Torej ni bistvo v tem, da tudi kažemo s prstom, ne naprednike, kaj ste nam zdaj dali vsa ta bremena, ampak da pogledamo, kar lahko s tem naredimo, kar čutimo v svojemu telesu. Ja, tako. Sprav, mi ne bi bili živi, če ne bi bilo naših prednikov in če ne bi šlo točno tako življenje, kot je šlo, mi danes ne bi bili taki, kot smo.
Ne? In zdaj, ja, mogoče imam neke težave, ampak te težave mi hkrati odklepajo en del mene ali pa celo en del, ki ga moji predniki niso mogli živeti in je mogoče zdaj moj potencial, da to zaživim še namesto njih. Tako da, ja, to, da zmoremo z nekim sprejemanjem pogledati na to, kar se je zgodilo našim staršem, pa ne našim staršem ali pa našim prednikom, pa ne nujno, da zdaj vse odobravamo, ampak bolj tako, da ok, to se je zgodilo, to je del naše zgodbe in zdaj imam jaz opcijo tukaj narediti nekaj drugače. Sprav, da sem jaz v neki drugačni poziciji, ker imam zdaj drugačno okolje, ker imam mogoče drugo podporno mrežo, kot so jo imeli starši, ker imam mogoče drugačne prirojene talente in lahko v bistvu svoje zgodbe naredim nekaj drugega. Se pravi, tukaj zdaj govoriva že o tej neki posttraumatski rasti. Danes smo sicer tako govorili, da je sam ta dediščina teh stisk, pa tesnob, pa vsega groznega, ne? Ja. Ampak iz tega ven tudi lahko rastemo, dobimo moč. Absolutno. Saj tisti, ki smo se srečali z določenimi diki, rekla tistimi temnimi deli nas, na nek način vsak delček nam pol odklepa eno novo dimenzijo. Prav, vedno sta dva pola. Lahko sem v temi, lahko sem pa pač na tem drugem polu ali pa vse vmes. Se pač ne obstaja samo travma. Če bi bila sam travma, potem danes ne bi bila mi da tukaj, pa ne bi živele, bi že vsi pomrli. Bi lahko na koncu z nami delila kakšno preprosto vajo iz plesno-gibalne psihoterapije? Bi bilo to mogoče? Ok, ja, lahko naredimo tako, da mogoče zapremo oči, okay. In sam poskeniramo najprej telo. Mogoče začnemo pri nogah, pri prstih na nogah, samo zavestimo, kako imamo pozicionirane, jih stiskamo, kaj se pač tam dogaja. In pa se sprehajam gor po telesu, preko kolen, vse do bokov, preko trupa, vse do ramen, vse do rok, dlani, prstov na roki. In pa še nazaj gor do ramen, po vratu, čez mojo glavo in po hrbtenici navzdol, vse dol do mojih stopal. In sam začutim, kje v telesu imam občutek, da sem malenkost bolj napeta. Tako da mogoče nisem čisto sproščena v onem delu telesa. In grem s pozornostjo v ta del telesa in najprej samo opazim, ok, tukaj imam napetost. In zdaj bomo to napetost, ne bomo skušali spreminjati, probali bomo dati sam prostor. In prostor bomo dali tako, da bomo premaknili to. Ampak premaknili na način, da bo nam ratalo bolj udobno v telesu. Spravi, najbolj pomembno je, da mi ne skušamo telesa na silo spreminjati, ampak da mu dajemo, da iščemo udobje v tem, kar je. Tako da lahko kar začutim v telesu, kaj rabim premakniti, da bo meni bolj udobno, da bom jaz bolj sproščena, da bo moja pozicija bolj tako, kot da počivam. In lahko začnem s tistim delčkom telesa, ki mi je privabil pozornost, in pa grem čez celo telo in preverim, ok, a so moje noge postavljene tako, da mi je najbolj udobno. In če niso, jih prestavim. In pa grem do bokov, a so moji boki, a sedim zdaj tako, kakor mi je najbolj udobno. In če ne, si dovolim, da se prestavim. In iščem tisto pozicijo, ki je moja. In pa grem po hrbtenici, do ramen, do rok in spet prestavim. Tisto, kar mi je najbolj udobno. Mogoče se ravno sam premaknem, in pa se nazaj naštimam. Isto ali pa drugače. In pa preverim še vrat, glavo. Malenkost prestavim in se ustavim tam, kjer je najbolj udobno. Sam zaznam, kako je to drugače v mojem telesu.
sama sebi dam prostor, da moje telo, tako kot je, s travmami, s zakrčenostmi, z stisnjenimi deli ali pa sproščenimi deli, da točno tako počiva v enem udobnem položaju. In sam zadiham. In pa počasi odprem oči. Ja, to na kratko. To lahko naredi vse. Upam, da kdo, ko se pele v avtu, pa posluša, podcast ni naredil te vaje. Ja, drugače pa tudi z odprtimi očmi. Samo je, včasih je težje. No. Za mnoge ljudi je težje z odprtimi očmi. Je pa tudi res, da kakšni pa grejo vedno v zaprte oči in se s tem disocirajo od telesa. Ne? To je pa tako, da lahko probamo oboje. Z zaprtimi, odprtimi pa vidim razliko. Če bi te ljudje želeli poiskati, kje te lahko najdejo? Ja, trenutno moja spletna stran ne deluje, tako da me moraš malo poiskati. Na Facebooku me lahko najdejo ali pa na YouTubeu in sicer Sara Kun Pas. Drugače pa pač tudi e-mail moj obstaja, ampak mislim, da so te socialni kanali najboljša vstopna točka. Ja. Lahko pa mogoče povem, no, glede na to, da sem tukaj, pa da bo to slišal velik krog ljudi, da zdaj pripravljam tudi en tak projekt, Srede za duševno zdravje, ki bo potekal od marca do junija in je v bistvu bodo taka kratka predavanja na različne teme na duševno zdravje. Govorili bomo o krivdi, pa o sramu, pa o tem, v bistvu, kako na nek način stopiti ven, biti viden, kako da te ni sram, take stvari. Tako da različne teme se bodo predstavljale in je v bistvu to na nek način potekalo v Logatcu in sponzorira občina. Tako da spravi v živo. Za vse. Ja, v živo je. Ja. Nekaj bo pa tudi potekalo online, tako da za tiste od daleč. Imaš še kakšno zaključno misel za ta pogovor? Zaključna misel. Ja, bodimo potrpežljivi s sabo. Ne? In bolj kot to, da se trudimo na hiter nekaj odkleniti, da si v bistvu bolj dovolimo ta čas, pa eno nežnost do sebe, da pridemo pač do tistih delov, ki so za nas ključni, pa da na nek način da jih pocrklamo in da jim damo prostor, da so taki, kakor so, da se lahko tudi pač na nek način komponirajo v tiste dobre dele nas. Ne? Hvala, Sara, za tvoj obisk, za tvoje razlage. Verjamem, da si marsikomu kakšno novo lučko prižgala, pa ti želim še veliko radovednosti v raziskovanju, pa se sigurno še kdaj srečamo. Jaz bi pa mogoče zaključila še z eno mislijo od Marka Olina, glede na to, da smo to knjigo danes parkrat omenili. Družinska zgodba je naša zgodba. Nosimo jo v sebi, pa če nam je to všeč ali ne. Ne glede na zgodbo, ki si jo ustvarimo v svojih starših, jih iz sebe ne moremo izključiti ali izgnati. V nas so in mi smo del njih, tudi če jih nikoli nismo srečali. Če jih zavračamo, se s tem oddaljujemo od sebe in si povzročamo še več trpljenja.